Takole, jaz sem začel snemati, upam, da nimate nič proti, ker bomo tole zadevo dali na YouTube, da bo se v bistvu vse te pogovore Zoomu dajemo gor na YouTube. Se bom jaz poskusil. Tako da, ja, dobrodošli na Zoom kavici, petkovi Zoom kavici, kjerkoli ste in kakorkoli se imate. Tole je ena fajna oblika druženja, počasi prehaja v rutino. Zdaj, poleg mene je tukaj eden od veteranov Brane, ki je zdaj že drugič vodi, oziroma vodi, bo nam povedal o področju, s katerim se ukvarja. Aha, vidim, da se je tudi društvo JHD priklopilo. Kaj je zdaj zginilo? No, in zdaj bova danes se pogovarjala, Brane, ne, se slišva? Brane, se slišva? Ja, se. Ok. Danes sva rekla, da se bova pogovarjala o družinskem zakoniku, ne? Ne. Osebni asistenci. Samo osebni asistenci. Pa dolgotrajni oskrbi v tem sklopu. Je družinski pomočnik tudi. Ja, no. Tudi. Pa poklicna rehabilitacija, če še bo kaj časa, ne. Skratka, sicer za osebno asistenco si rekel, da se pripravlja nov zakon, ne. Pa ga bomo pol če bo čas, bi se pol še enkrat vklopili v tem smislu, ali boš ti zdajle predstavil tudi kakšne novosti? Jaz bi tako rekel, tako sem se pogovarjala, nakazal bom, kje bojo spremembe, natančno ne moram vedeti, ne, ampak veliko slišim o tem, pa bom potem nakazal, na katerih področjih se predvidevajo spremembe. Najprej vsem tudi od mene en lep pozdrav, da toliko informacijo, da sem trenutno prisoten na enem predavanju od 9. do 12. ure na FIHO, pa sem za to uro tam poslovil, prišel sem, pa grem potem nazaj. Jaz bi takole začel. Da bom pričal do osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Začel bi z konvencijo o pravicah invalidov, ki so jo Združeni narodi sprejeli v letu 2006, Slovenski državni zbor je pa ratificiral marca 2008. Ta konvencija govori o tem, da imamo mi invalidi vse pravice, vse svoboščine, kot vsi drugi državljani, rečemo temu neinvalidni državljani in državljanke, ker pa svojih pravic in svoboščin zaradi svoje oviranosti ne moremo sami marsikdaj uveljavljati, je država dolžna, da nam pomaga pri preseganju teh ovir, da lahko kot vsi drugi čim bolj uresničujemo, kot sem rekel, svoje temeljne človekove pravice in svoboščine. Se pravi, da mi ne prosimo državo, da nam pomaga to in to narediti in tako dalje, ampak je država dolžna, mi pa lahko zahtevamo od države. To namenoma tako poudarjam, ker je, preprosto rečeno, vsaka pravica, vsaka ugodnost, ki jo nam dajo kateri zakoni, še kako priborjena. Ničesar nam ni dano kar samo po sebi, marsikdaj je celo država proti temu, da bi se kaj vneslo v zakone. Konkreten primer, leta 2005, ko so bile na dnevnem redu spremembe Ustave Republike Slovenije, smo takrat zahtevali, da pride beseda invalidnost v 14. člen Ustave. 14. člen Ustave govori o tem, da smo vsi pred zakonom enaki, ne glede na raso, spol, veroizpoved, gmotno stanje in tako dalje. Skratka, vse te osebne okoliščine in smo zahtevali, predlagali, da so med temi osebnimi okoliščinami našteta tudi invalidnost. Naprimer, in Vlada Republike Slovenije in Državna komisija za Ustavo so bili proti temu, da bi se ta 14. člen dopolnil in smo še kako morali lobirati in tako dalje, da je končno prišlo do spremembe Ustave. Ali pa tudi pri spremembi zakona
da ima pes vodič slepe osebe pravico vstopa v javne prostore, javna prevozna sredstva. Tudi tu so bili na začetku vsi proti, in vlada in odbori državnega zbora, in so spet mogli še kako izboriti, da je to prišlo to v zakon. No, ta konvencija o pravicah invalidov govori o tem, ko sem rekel, in med drugimi zakoni, ki so uresničevali, izhajali iz te konvencije, bi najprej omenil zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki ga je državni zbor sprejel novembra 2010, začel je veljati, mislim, da 11. decembra 2010, in govori veliko o tem, kaj vse mi potrebujemo, da lahko uresničujemo te svoje temeljne človekove pravice. Naj omenim samo še eno pravico, ko ta zimi konkretno govori o tem, dostopnost do informacij RTV programov. To je zelo aktualno, zato je zdaj še omenjam. Čas je dal 5 let, zdaj do decembra 2015, da se RTV Slovenija tako prilagodi, da so vse oddaje dostopne za slepe in gluhe. Do takrat praktično ni bilo nič od tega narejenega, zdaj že 5 let po tem, ko je minil zadnji rok za usleditev danes, je na RTV omogočeno samo zvočno branje podnapisov na informativnih oddajah na TV Slovenija 1, in to je Dnevnik ob 19. uri, Odmevi ob 22. uri, pa mislim tista poročila ob 17. uri. Pa še to je žalost, da je samo tisti prvi 20 minut na Dnevniku bere tisti program podnapise, ko pa pride drugi sklop, Slovenska kronika, kako se že imenuje, pa konec. Kronika, tako, je pa konec z branjem podnapisov. Ja, res je. Zato lažemo, nam pa Brane, smem nekaj pripomniti? Ja. Vse se to lepo sliši, Evropska konvencija in tako naprej. Mene samo zanima to, kdaj bomo dobili tisti, kateri smo postali invalidi, to se pravi pred zaposlitvijo, v otroški dobi, kdaj bomo dobili status invalida, ker ga še danes nimamo. Dobimo pomoč in postrežbo, o kakem statusu invalida pa ni govora. Ja, to je res. Bom tudi o tem potem nekaj povedal. No, in bom Niko, hvala za vprašanje. Za tolažbo pa milostno dobimo recimo enkrat na mesec kako poljudno oddajo kaj takega, ko je opremljena z zvočnimi podnapisi ali celo z audiodeskripcijo. Vendar tudi to je potek informiranja o tem ali čuden. Ena zaposlena RTV-jo pošlje parim osebam, oni naprej pošiljajo na zveze in tako dalje. Skratka, zelo neurejene tukaj. Kaj se mene sliši? Kaj? Ja, Jure, samo počakaj. Tako vebrane do konca. Skratka, samo to, da bi že do leta decembra 15 mora biti zagotovljena polna dostopnost, kar še pa zdaleč ni. Izgovarjajo se pa država na RTV, RTV pa na državo, ker res pa je, da nikjer ne piše, kdo to financira. Sam, da je to dolžno organizirati, in RTV Slovenija se izgovarja, da država ne da denarja, država pa se izgovarja, da je to naloga RTV-ja. Jaz sem hotel samo povedati, da sem govoril pred kratkim, kakim dobrim mesecem nazaj z gospodeto Matejo Vodeb, ki vodi ta projekt, in je rekla, da oni se zdaj trudijo, da so v fazi razvoja, da bi bilo tudi za ostale oddaje, ampak da so razmišljali, da za igrane filme ne bojo, zato ker je premalo sintez, in je rekla, da po njeno to ne bi zvenilo dobro, kar v bistvu dejansko ne bi. Če je to neka risanka ali pa nek, da moški in ženske igrajo, ker mi nimamo toliko sintez. In zdaj zaenkrat imajo samo Renato ta noter, zdaj si prizadevajo, da je bila Nadja. Jaz sem jim predstavil tudi Vocalizer Tino, samo Code Factory nočejo nič o tem dati ven informacij, kdaj pa kako bo s tem. Teda je rekla, da risank pa to ne bo, bojo pa dokumentarne oddaje, še tiste, ki niso, pa nekatere te
ko imajo recimo iz tujine, ne vem, poljubno znanstvene, kako se reče, no, poljubno znanstvene. Drugo pa, da menda ne bo zaenkrat. V bistvu je stvar taka, če se lahko še jaz umešam, Mitja tukaj. Kar se RTV-ja tiče tako, to, kar je tebi Mateja povedala, je meni govori čisti si stav že tako 5 let. Ne? Tako. Okrog tega, da se oni trudijo in da bo. Točno to, Mislim, tisti, ki razumejo, rečemo angleško in uporabljajo naprimer Netflixa, ne? Mislim, vi mogli videti, tam imajo to tako urejeno, tako zrihtano, da to ne moreš verjeti, ne, v tujini. Ampak, a veste, kako v tujini igrajo, rečemo, te stvari? Naprimer, jaz vem za primer iz Anglije, naprimer, ne. V Angliji so najsrečnejši, če te dajo lepo na tele Netflixe, ti dajo kupenih pripomočkov in igrajo po sistemu slepec, zdaj na mir ostani doma, ne, se pravi, in tudi rečemo, tam ni tako urejeno, kot je naprimer v Sloveniji, ko imaš društva, in se da marsikaj tudi zrihtati pa zmeniti. Tam enostavno so prostovoljne, dobrodelne organizacije in tudi človek na ulici, ki te sreča, ne bo tako kot v Sloveniji, ki te vpraša, a ti lahko pomagam. Tam ti bo vsak rekel, če je prosil za pomoč, ti je rekel, vsi smo že darovali denar, ne, se pravi, operajo si roke, tako da sistem, ki je v Sloveniji, čeprav marsikaj ne funkcionira, tako kot mogli, bodimo veseli, da ga imamo vsaj tega, kakršen je zaenkrat in upajmo, da bo tako vsaj ostal. Ok, vedno se da kaj izboljšati, ampak ko sem bil jaz v Romuniji, naprimer, sorry, Brane, vem, da sem zdaj malo dolg, ko sem bil jaz v Romuniji, ko sem ugotovil, da oni imajo še knjižice za vožnje, pa ono, pa tretje, in da ste zdaj neki gren, da bi vzeli, sem rekel, obdržite to, borite za te stvari, ker ne bojo vam več dajali, samo več bojo jemali, ne. Rečemo, Romunija ima približno tako, kot smo imeli mi pred letom, ne vem, 90 ali pa tam 95, ko so stvari še funkcionirale. Tako da ja, večina evropskih držav pa gre po kapitalističnem vzorcu. Dobrodelno, z veliko reklame bomo naredili malo pompa, dali bomo ful denarja, mislim, bomo pač nekaj izbrali in s tem si bomo pravili vest, ne. Je pa res, da imajo pa za te audio zadeve, imajo pa res dober poskrbljen, ne. To pa res imaš audio knjige, imaš televizijske serije nanizanke in to niso te e-govorci pa e-bravci pa tako naprej. To dejansko dobijo ljudi, ki sinhronizirajo in jih tudi dobro plačujejo z tega, ne. Tako. Pač, da ne bomo zašli, ne, da ne bomo zašli. Sej to, ja, sorry. Okay. Kar. Samo informacijo, Mitja, dopolnim s tem, da so bili tudi pri nas že zelo prisotni, da bi ukinili naše invalidske organizacije. In da leta 2006, ko je bila prvič ta Janševa vlada, je bil takratni minister Drobnič, je pripravil predlog zakona o invalidskih organizacijah, v katere nas je postavil povsem na dobrodelnost. Da, če bi kakšne donacije dobili, bi imeli dar, če ne pa ne. In takrat smo tak vik in krik naredili, da ta zakon niti ni šel naprej v proceduro, manj ga pa nekje v spomin še nekje v... Vilno, hvala Bogu, da je temu tako, ne. Mislim, se to zdaj slišali malo grdo. Gremo naprej. Ja. Gremo naprej. Se pravi, to na kratko o Zimiju, ne, in potem je pa sledil leta 2017 pa zakon o osebni asistenci. Vmes bom odgovoril Nikotu na status invalida. Dolga leta, odgovor bo tu moj majčken drugačen, kot ga pričakuješ. Ampak dolga leta so bile pravice odvisne od tega, ali imaš status invalida ali nimaš statusa invalida. Vendar je to šlo v smer mednarodne klasifikacije o invalidnosti, bolezni in tako naprej, kjer pa ta klasifikacija govori o tem, da je potrebno invalidu pomagati ne glede na to, ali ima po kateremkoli zakonu status invalida ali nima statusa invalida, ampak mu je treba pomagati glede na njegovo oviranost. In naša zakonodaja gre v tej smeri, naprimer zakon o zaposlitvenih rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov pomaga osebi z invalidnostjo, popolnoma neodvisno od tega, ali ima status invalida ali nima statusa invalida. V pokojninsko-invalidskem zakonu dobivajo vsi slepi dodatek za pomoč in postrežbo od rojstva do smrti,
ne glede na to, ali ima status invalida ali nima status invalida, že dojenček ima pravico, slep dojenček do dodatka za pomoč in postrežbo, ali da zdaj pridem na zakon, ja, in pa tole, da tale definicija, kdo je invalid v zakonu o invalidskih organizacijah, se pravi, govori o tistem, kateri smo invalidi, ki se povezujemo v invalidske organizacije. Ravno to izhaja iz te mednarodne klasifikacije, ne pa glede na to, ali ima nekdo status invalida ali nima statusa invalida in dejansko gre zakonodaja v to smer. Enako, da zdaj kar že preidem na zakon o osebni. Brane, samo če smem. Pombo. Jaz bi bolj takole rekel, ta status invalida bi prinesel tudi nekaj materialnih sredstev zraven. Jaz mislim, da je tu bolj ovira. Naprimer, kakšne? Dovoli, da povežem in končam. Potem pomoč in postrežba. Brane, nazadnje, ko smo dobili dvignen ta pomoč in postrežba, je bilo iz 292 na 300 evrov. Koliko časa nazaj se ni DPP dvignil niti za 1 evro. In ta DPP 300 evrov v današnjem času je zelo malo. Veste, in naša zakonodaja, žal moram kritizirati, zaradi tega leta in leta smo se borili za pomoč in postrežbo, da bi se ta stvar postavila na bolj realna tla. Zakaj to govorim? Zopet bo nekdo rekel, v kaj se vtikam. Poslušaj, vojaški invalidi, govorim o slepi, ima pomoč in postrežbo 1200 evrov. Kakšna pa je razlika biti slep kot vojaški invalid ali pa mi, ko smo oslepeli, eni od rojstva, eni od otroštva. Mislim, da so tu velike vrzeli in nerealno in nepošteno. Toliko za zdaj. Hvala. Bom takoj lahko pokomentiram s to razliko. V višini dodatka za pomoč in postrežbo se absolutno strinjam. Jaz vedno pravim, da dva enako slepa rabita enako pomoč. Neodvisno od tega, kdaj, kako, na kakšen način sta izgubila vid. Ta višina dodatka za pomoč in postrežbo, to je drugo vprašanje, kot pa status invalida. In ravno pri pokojninskem zakonu, kot že rekel, je primer, da slepi otroci, ki nimajo nobenega statusa, imajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, gospodinje in tako dalje. No in ravno zakon o invalidskih organizacijah je pa prinesel tudi tole, da pomaga ljudem z invalidnostjo, invalidom, popolnoma neodvisno od tega, ali ima status invalida ali nima, celo z nobenim papirjem ni potrebno dokazovati svoje invalidnosti. Bomo na to prišli potem, ko bomo kasneje prišli do te tematike. Leta, mislim, da je bilo marca, februarja, nekaj takega, ja, leta 2017 je bil sprejet zakon o osebni asistenci. Morda v zgodovino še tole. Leta 2010, jaz sem bil takrat v delovni skupini, ko smo pisali zakon, smo takrat sestavili prvi predlog zakona o osebni asistenci, ki je bil v marsičem boljši, kot pa ta potem sprejet v leto 2017. Omogočajo namreč pri nas za slepe osebe tudi pomoč v manjši meri, kot je pa tisti vstopni cenzus. Takrat je bil vstopni cenzus 25 ur, zdaj je 30 ur, ampak je pa omogočal tudi tole osebno asistenco slepim, če rabijo pomoč samo do 10 ur tedensko. To je bilo izredno dobro, vemo, kako je danes, da tega ni, da ne govorim o tem, točno potem povedal o višini lastnih prispevkov. No, ta zakon iz leta 2017, ki je bil dopolnjen v letu 2018, je pričel veljati z 1.1.2019, zdaj izvaja se drugo leto, gre proti koncu. Na kratko, da preletim. In ta je izredno dober in odličen zakon. Marsikatera država na svetu nima takega zakona, ima sicer pomanjkljivosti, to bom potem omenil, vendar v osnovi je eden najboljših zakonov, ki obstoje ne samo v Evropi, tudi na svetu in je ogromno invalidom omogočal, da dejansko presežejo vso svojo oviranost in se vključujejo v življenje, delo, zaposlitev, izobraževanje in tako dalje.
na strani pomaga telesnim, intelektualnim, senzornim in duševnim invalidom. Pogoj je starost od 18. do 65 leta starosti. Po 65. letu se pa ob tej starosti ponovno oceni obseg pravice do osebne asistence in se na novo odloči, koliko ur je še naprej upravičen, ne pa da se s 65 letom ukine. Od 18. do 65. leta je pa postavil tako ta zakon, da bi država vsem za vse pomagala, enostavno, logično nima denarja in se pomaga v tem aktivno obdobju življenja, ko je zaposlitev in tako dalje do upokojitve od 18. do 65. leta. Pogoj je še potem državljan Republike Slovenije ali tujec z pravico do stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji. Ko sem rekel, invalidnosti ni potrebno dokazovati, komisija, tista dvočlanska, ko pride k invalidu na dom, se pogovori z njim, pregledati, kaj vse potrebuje po tisti lestvici dolgi, ki se imenuje Zoja, in mimogrede je premalo prilagojena ravno za slepe in slabovidne, samo sprašuje, kako in koliko potrebuješ pomoč, ničesar ne preverja in enega podatka od zdravnika ni potrebno dokazovati. Recimo, demenca, težko zdaj rečemo, kako ta dvočlanska komisija oceni, koliko je demenca, koliko je potrebno v tej konkretni osebi pomoči, ali, na primer, en lahko leži, pa reče, da ima hromo nogo in mu komisija mora verjeti, da ima hromo nogo in da je zaradi tega oviran. To jaz osebno upam, da se bo pri spremembah tega zakona popravilo. Prizna se pa pravica dvojna je ta osebna asistenca. Eno je priznana pravica od 30 ur tedensko do 24 ur na dan v tem obsegu za slepe in pa gluhe, pravzaprav slepe, slabovidne, gluhe in naglušne, pa imajo pravico do tako imenovanega komunikacijskega dodatka. Ta izraz je precej ponesrečeno napisan, gre pa za tole, da tu pa dokaže to svojo invalidnost za odločbo. Če si slep, imaš pravico do komunikacijskega dodatka, to je pomoč v obsegu 30 ur mesečno, če pa nimaš dodatka za pomoč in postrežbo, pa lahko namesto te pomoči dobiš polovični dodatek za pomoč in postrežbo. Ta komunikacijski dodatek je bil vnesen predvsem zaradi gluhih, ki do tega zakona praktično niso imeli nobene pomoči. Zim je prinesel jim nekaj v tehničnih pripomočkih, prej niso govorno nič imeli, tudi dodatka niso imeli nobenega in je skozi to prinesel pravico do polovičnega dodatka za gluhe, ki imajo nad toliko in toliko procentov izgube sluha. Je pa teh, mislim, dal nekaj okrog 1200, nekaj takega gluhih, ki so dobili pravico do polovičnega dodatka za pomoč in postrežbo. Pri obeh teh pravicah, ali 30 ur tedensko do 24 ur na dan, ali 30 ur mesečno, ta dodatek za gluhe in za slepe, je pa pogoj, da od svojega, kakršnega koli že imaš dodatek za pomoč in postrežbo, eni še imajo v različnih višinah, da polovico tega dodatka prispevaš za stroške osebne asistence. In to je zelo, zelo velika, jaz rečem temu, diskriminacija, ko slep, ki ima pravico do 30 ur mesečno, to je 1 ura na dan, prispeva 150 evrov, ali tisti, ki ima pomoč 24 ur na dan, ima pravico do obveznost 150 evrov. Torej, 1 proti 24 je ista vsota. Jaz srčno upam, da bo to v tem popravku tega zakona to upoštevano. Pa še ena razlika je, bom pa kar tu povedal, ta osebna asistenca se nudi
v 5 sklopih storitev, in sicer ti sklopi so, prvo je osebna pomoč, to gre za tiste, ki rabijo pomoč pri oblačenju, slačenju in tako dalje, hranjenju, recimo pri nas pride pomoč pri jemanju zdravil in podobno, skratka, mi nimamo toliko, je pa tudi nekaj pri osebni pomoči. Drugi sklop je gospodinjska pomoč, to je pa kuhanje, nabava hrane, vsakodnevni nakupi, tudi bolj izjemni nakupi, kakšne večje stvari, čiščenje stanovanja, pospravljanje in tako dalje. Med drugim je tudi, kot primer povem, v tej osebni pomoči, 2 primera bom dal. Eno je urejanje osebne dokumentacije, ki je tudi sicer pri 5. sklopu pomoči osebne dokumentacije, ampak tu pri tej gospodinjskih opravilih pa jaz razumem tako, da gre bolj tudi za tisto čisto zasebno, intimno osebno dokumentacijo, da ti te papirje asistent pomaga urejati. In pa drug primer iz tega gospodinjskega sklopa, gospodinjske pomoči je pa tale. Vsak človek ima pravico do svoje domače živali, ker jo invalid za svoje oviranosti sam ne more, kar se psa, mačko, kanarčke in podobno imeti, ker pa ima pravico do tega, mu osebni asistent pomaga vzdrževati to domačo žival, da je tudi invalid ima. Skratka, to je en tak droben primer, da osebna asistenca res pomaga invalidom, da se čim bolj enakovredno živimo kot pa vsi drugi ljudje. Tretji sklop storitev je spremstvo, kar je predvsem za nas pomembno, za slepe, slabovidne, ker pa ne gre samo za spremstvo, da te nekdo pelje, spremljevalec oziroma asistent od točke A do točke B, da tudi opisuje pot, opisuje, kaj se dogaja, pomaga na cilju, na kakem uradu, papirje izpolnjevati in podobno. Skratka, ne gre za golo spremstvo, gre tudi za drugo pomoč pri spremljanju. Pa še ena bistvena razlika pa je, da spremljanje, ki se je izvajalo po programih na razpisih ministrstva, takrat osebni asistent ni smel voziti z avtom invalida, je bilo celo izrecno prepovedano. Vemo, da se je v praksi sicer to izvajalo, je to prepovedano. Pri osebni asistenci po tem zakonu pa lahko osebni asistent prevaža z osebnim avtomobilom invalida, ker sam pač tisti primeri, ko sam ne more, z invalidnosti, celo nima vozniškega izpita. Četrti sklop je pa izredno tudi pomemben, da nudi pomoč pri zaposlitvi in izobraževanju, se pravi, da se lahko invalidna oseba čim bolj enakopravno, enakovredno vključuje in v službo in v študij. Recimo nekaj študira, pa si ne more sam delati zapiske, da ima asistenta za to, ne more sam brati literaturo, ima asistenta za to in podobno. Ali pri zaposlitev, konkretni primer, je kdo profesor zgodovine na srednji šoli, predava, to ni problem, ampak izpolnjevanje, vse tisto vodenje birokracije, ki mora kot profesor delati, pomaga osebni asistent. Tudi tu prevoz, mislim, prihod na delo, pot iz doma do službe, nazaj in podobno. 5. sklop je pa komunikacija. Pri gospodinjskih opravilih, naj še en primer povem, je tudi pomoč pri družini, pri imeti otroka, ker invalid sam ne more skrbeti za otroka, recimo vožnja v vrtec ali malega otroka kopati in podobno, skratka, ali pa pri šoli, pomaga za še posebnega šola nadaljavo, kar invalid ne more, mu osebni asistent pri tem pomaga. 5. sklop je pa komunikacija, to je pa tudi za nas izredno pomembno, od branja knjig, literature, cajtnikov, do uporabe tehničnih pripomočkov, nastavitve, če kaj zašteka in tako dalje. Ja? Je pa ta pomoč pri komunikaciji. Razlika med osebno asistenco 30 ur mesečno pri komunikacijskem dodatku ali pa ostale oblike 30 ur tedensko in več, je pa v tem,
da pa tisti asistenci 30 ur tedensko in več ima lahko pomoč pri vseh 5 sklopih storitev, pri komunikacijskem dodatku pa samo 3. in 5. Se pravi spremljanje, sredstvo in pa komunikacija. Osebni asistent, potem bo prišel še na komisijo pa na ure, osebni asistent so pa pogoji polnoletnost, da ni pod skrbništvom, da ni bil kaznovan za kazniva dejanja zoper diskriminacijo invalidov, spolne zlorabe in ne vem kaj vse, pač te stvari, da ni bil kaznovan in pa da naredi, enako velja tudi za uporabnika osebne asistence, tale uvodni tečaj, enodnevni in pa vsako leto nadaljevalni usposobitveni tečaj, ki je tudi enodnevni, mislim, da je tam 8 ur predpisan in tudi vsebina teh predavanj je tam predpisana. Gremo zdaj na odločanje o urah. Jaz sem že rekel, da ta komisija dvočlanska, ki pride, jaz vedno toplo priporočam, da slepi vlagatelj, ki da prošnjo za osebno asistenco, zahteva, da je eden od teh 2 članov komisije slep ali oseba, ki se dobro spozna na slepoto, ki mi dobro vemo, da kar tako strokovne delo, ki na centru za socialno delo, marsikaj da nimajo pojma o slepoti in je izredno prav, da pride ena oseba, ki se na to spozna. Recimo, ona te vpraša po tistem Zoji, po tem lestvici, ali sam piješ vodo, je boš rekel ja. Natoči si pa posebno, če si kje zunaj, pa to pa ne moreš sam. Rabiš pomoč in tako dalje. Skratka, ni enoznačen odgovor ja, ampak so pri nas tudi ovire, pa v drugih primerov bi še lahko našel. Glede na to nedorečenost te ocenjevalne lestvice in pa različen pristop teh komisij po Sloveniji, je pa nažalost tale, da izredno velike razlike so pri odobravanju števila ur. Bom samo 2 primera povedal. Recimo, en primer je, ko je en praktično zaposlen, vsak dan ima službene obveznosti, je dobil odobrenih 30 ur na teden, samo niti 40 ur ne. En drug primer, ki ga poznam, ki je pa slep, drugače mu narekovaje nič ne fali, slep je upokojen, je pa imel odobreno 90 ur na teden. Skratka, že po tem primeru se vidi, da stvar še zdaleč ni dodelana in da se tu velike razlike delajo. Zdaj, če preidem na predvidene, da se nam še ostane čas za razpravo, predvidene spremembe, popravki v tem zakonu o osebni asistenci. Najprej moram povedati, da je prejšnja ministrica že dala v javno razpravo spremembe in dopolnitve zakona o osebni asistenci, in sicer konec junija lanskega leta in za 30 dni in je po 10 dneh že umaknila predlog, in sicer zaradi velikega pritiska, med drugim tudi družinskih pomočnikov, pa še enih, SP in tako dalje. In mi smo takrat to je v sredini julija to umaknila, konec avgusta smo imeli na socialni zbornici razgovor z ministrico in mislim naravnost rekel, da mi je izredno žal, da je umaknila to iz procedure spremembe, ker dalj časa se bo s tem čakalo, težje bo stvari nazaj popravljati, jasno, ker se eni oprijemljajo pač pridobljenih pravic in je težje potem spremembe delati. Te spremembe, ki so pa zdaj predvideni, pa kolikor vem, slišim, se pogovarjam, ni še zunaj predloga sprememb in dopolnitev. Naslednji teden bi se naj ta delovna skupina zadnjič sestala in potem bi to prišlo v javno razpravo in kot je rekel Dušan, bi imeli naš ta petkov Zoom kavico, eno posvečeno samo tem spremembam in dopolnitvam, da se jih podebatiramo in da tudi in zveza in jaz po svojih linijah lažje oblikujemo te predloge, pripombe na spremembe in dopolnitve, ki bojo predlagane. Eno je na primer, da bi se vstopni prag
teh 30 tedensko povišal na 40 ur. Spomnite se, ko sem rekel, da je tisti predlog zakona iz leta 10 predvideval vstopni prag 25 ur. Tu se pogovarjajo, da bi naj se teh 30 ur povečalo na 40 ur. Druga razlika je vprašanje SP-jev, ker SP je po svoji definiciji dobičkonosen ali, ko rečemo stojko, profitabilen. SP-ji delajo zaradi dobička, izvajanje osebne asistence je pa neprofitna dejavnost in je že po definiciji težko v eni firmi, v enem SP-ju skupaj spraviti in tiste storitve, ki se delajo neprofitne, pa tiste storitve, ki se delajo profitno, s tem, da so se pa SP-ji prenamnožili in celo taki, ki so bili prej mizarji, zidarji in ne ve kaj vse, so se šli potem SP-je za osebno asistenco, ki nimajo pojma o tem, vem konkretno za primere, pojma o tem, kaj osebna asistenca je, kaj je invalid in tako dalje, in pride do velikih nedoslednosti pri takih podjetjih, tudi do izkoriščanj osebnih asistentov, da ne govorijo o samih takih primerih, ki jih, ko se neko tudi poznam. Tako da pogovarjajo se o tem, da bi črtali SP-je, ali da bi bilo to dvojno vodenje knjigovodstva, ne vem, to ne vem, kako bo v samem predlogu. Potem jaz osebno upam, da bodo kakšne spremembe naredili pri dokazovanju invalidnosti, ko sem prej rekel, niti en papir, tudi zdaj ni potrebno. Če sem slep in pika, to in to rabim. Nobenega izvida zdravnika dejansko izgubi vida ni potrebna, ampak samo na osnovi osebnih izjav. Morda samo tole cifro, da povem, da ob sprejemanju zakona, to je bilo spomladi, ko se je v začetku leta 2017, so planirali, da bo predvidenih število uporabnikov 300 do 400, danes je že preko 2000. To je ogromna razlika in ne, da bi država hotela jemati to pravico v upravičenih primerih, ampak vzeti to pravico v neupravičenih primerih. Eden mnogih, ko so pripomogli k temu številu, so pa družinski pomočniki, ko se rekel, se pa dve besede o njih. Družinske pomočnike je prinesel zakon o socialnem varstvu, da se pomaga tistim toliko invalidnim, ki potrebuje pomoč 24 ur na dan, za katere skrbijo starši, in ko država ni popolnoma nič pomagala zraven, je uredila status družinskega pomočnika, da tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z invalidom, to so ponavadi starši ali pa kdaj tudi otrok, dobi status družinskega pomočnika, vendar njihov položaj je pa popolnoma neprimerljiv z statusom osebnega asistenta. Vemo, da je osebni asistent sklepa delovno razmerje po zakonu o delovnih razmerjih, ima povsem enake pravice kot vsak drug zaposlen, ima celo status, mislim, da javnega uslužbenca, od malice, prevoz na delo, bolniške in tako dalje. Plača je za 23. plačilni razred, spremembe so dale zdaj majčke navzdol, da gre do minimalne plače. Pred spremembami pravilnih je bilo do -5%. Plača družinskih pomočnikov je pa 574 evrov in popolnoma nobena druga pravica. Dolgi so že pritiski, socialna zbornica je izrecno celo na enem srečanju in posvetno smo sprejeli te prave sklepe, da je treba urediti status družinskih pomočnikov in jih uskladiti z osebno asistenco, in tudi Komisija za peticije Državnega zbora je o tem že večkrat razpravljala, enkrat tudi pred nedavnim, in zahteval države, da se te stvari uredijo, in je državni sekretar Uršič Cveto obljubil, tudi v javnosti je bilo zdaj, po eni oddaji po televiziji, da bi naj bilo predlog spremembe zakona, da bi uredil status družinskega pomočnika urejen do maja prihodnjega leta. Problem je pa v tem, ne samo v tem, da je neprimerljiva
pravice enega in drugih, se pravi osebnih asistenci in družinskega pomočnika. Problem je v tem, da je osnovni namen statusa družinskega pomočnika in osebnega asistenta povsem drugačen. Pri osebni asistenci gre za to, da se pomaga invalidu, da se čim bolj enakopravno vključuje v izobraževanje, življenje, delo, v vse te dnevne aktivnosti, da gre iz hiše ven in se vključuje, po domače povedano, dočim pri družinskem pomočniku, pa da se mu, to je pa tisti najtežje prizadeti so, da se mu pomaga in nudi ta pomoč doma, da mu ni potrebno, da gre v zavod. Tam ne gre za vključevanje v izobraževanje, zaposlitev in v ničemer je namen povsem drug. Ampak v tej ohlapnosti zakona o osebni asistenci je potem v praksi pač prišlo do teh diskrepance, pač kako bi človek to imenoval. Da še pa navežem na status oziroma urejanje po zakonu o dolgotrajni oskrbi, gre pa za tole. Pa tiste stvari povedal, ki nas najbolj zanimajo, četudi so mi že pred par leti, ko so bile te zadeve že v obravnavi tudi v javni upravi, češ da strašim ljudi, pa govorim, da bojo vzeli dodatke za pomoč in postrežbo slepim osebam. Jaz nič ne strašim ljudi, ampak citiram tisto, kar je dejansko v predlogu zakona izrecno napisano. In ta predlog zakona o osebni asistenci, ki je bil konec avgusta, začetku septembra v javni razpravi, je že 8. po vrsti. Prvi je bil leta 2002. Torej že dolga zgodovina urejanja dolgotrajne oskrbe. Za nas je pa zanimivo naslednje. Status in pa dodatek za pomoč in postrežbo, te dve stvari bom izpostavil. Zakon o dolgotrajni oskrbi, tak je bil, jaz sem tudi osebno dajal te pripombe in morje pripomb preko socialne zbornice, da nam zdaj vse našteval, med drugim tudi tole. Ta predlog zakona je predvideva, da bi za 65 let starosti ukinil pravico do osebne asistence po zakonu o osebni asistenci in bi vse te upravičence prenesel na dolgotrajno oskrbo v ponovno odločanje, ali in koliko je upravičen do dolgotrajne oskrbe. Jaz sem bil absolutno proti temu, iz tega izhajajoč med drugim, da rečem, je vrsta argumentov, ampak med drugim, da je namen osebne asistence povsem drug kot pa dolgotrajne oskrbe in tudi dolgotrajne oskrbe namreč namenjena temu, da pomaga tistim, ki doma ne more skrbeti sam zase, v teh osnovnih življenjskih opravilih in pa podpornih dnevnih opravilih, tudi britje, trgovina, kuhanje, hrana in tako dalje, nikakor pa ne v tem širšem pomenu, kot je osebna asistenca, in marsikdo je po 65. letu starosti še kako aktiven, celo vemo, da želijo podaljšati delovno dobo do 67, nekateri celo do 68. leta starosti. In tudi jaz osebno sem že predlagal na teh različnih organih, da bi morali to starost 65 let plus premakniti v 70 plus. Ker 65 do 70 se nikakor ne pojavlja pri ljudeh še te starostne onemoglosti, ne vem kaj vse, da je zaradi staranja potrebna pomoč, življenjska doba se krajša in tako dalje. Morda povem kot primer, še imam tole primerček. Pred 40 leti se spomnim v našem lokalnem časopisu v Celju, Novi tednik, na tisti strani, ko so prometne nesreče in kriminal, je bila ena vest z naslovom: na prehodu za pešce je avtomobil zbil 60-letno starko. Reče danes kaki 60-letni dami, da je starka ne odgovarja za posledice. To je to. Se pravi, da so se hoteli direktno spreminjati zakon o osebni asistenci, ta zakon o dolgotrajni oskrbi. Potem drugi primer pa je za dodatek za pomoč in postrežbo in se je pojavila ista napaka pri letošnjem predlogu zakona kot v letu 2017, kot je bil v javni razpravi, takrat se je tudi dal zelo
ostre pripombe, da v enem členu, zdaj ni važno, kateri člen po vrsti je, slepim izrecno vzamejo pravico do dodatka slepim slabovidnim, izrecno vzamejo pravico dodatka in pomočne postrežbo po pokojninskem zakonu. In sicer ta člen pravi, da v roku 6 mesecev je potrebno izdati odločbo pri tistem, ki bo odločal o dolgotrajni oskrbi. To bojo pa območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje predvideno, da izda odločbo, ki nam ukine pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu, pridemo do dolgotrajno oskrbo, tam pa koliko bomo dobili, koliko ne bomo dobili. In v predlogu tistem, ko je bil v razpravi letošnjem, je, če ne bi koristil osebne asistence preko javnih agencij, preko javnih služb, samo to bo po predlogu zakona možno, samo v javnih službah koristiti osebno asistenco, bi pa imel dodatek za pomoč in postrežbo nižji, kot je danes, ravno višji, kot sem rekel, Niko, bi se zdaj 300 evrov znižalo na, mislim, da na 274 evrov, kakorkoli je. Vsem drugim invalidom bi pa pustili to pravico po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Skratka, je res za izredno zmešano zadevo, da je zmešana tudi zato, ker ta člen pravi, da bi vsem vzeli pravico dodatka za pomoč in postrežbo, bomo pa slepi do 18 leta starosti tudi dobivajo, pravico dodatka do dolgotrajne oskrbe pa bi imel samo po 18 letov starosti. Se pravi, bi jim zakon vzel pravico dodatka za pomoč in postrežbo, pa nič za to dal. Te stvari so delali taki, ki pojma nimajo o teh stvarih, namenoma rečem, pojma nimajo. Jaz sem bil sicer tudi v osebni stiki z temi, ki so zadolženi za tole, pa nažalost ni pravega odziva. Jaz srčno upam, pa s tem zaključil, srčno upam, da bo ta, zdaj potekajo pogajanja preko socialno-ekonomskega sveta za to dolgotrajno oskrbo. Ne bom povedal, zakaj, ker nimamo časa, bi lahko še dolgo o tem govoril, ampak srčno upam, da bo to, ko bo zdaj, koliko bojo te pripombe, ko smo jih dali upoštevani v samem predlogu, mi vsi iz stroke, domovi, zbornica in tako dalje, smo postavili stališča, tudi sindikati, da je tak predlog zakona nesprejemljiv, brez upoštevanja teh pripomb in upamo, da bojo vključeno z temi pripombami predlog zakona šel ponovno v 30-dnevno javno razpravo. Jaz upam, da vas nisem veliko trudil, ampak sem Dušan dejansko skušal preleteti v tem času, majčkeno še imamo časa za kakšno vprašanje, ampak sem povedal, kak je, dileme in kaj se predvideva. Wow, Brane, tole je bilo pa izčrpno, sem še jaz utihnil. In telegrafsko. To je dejansko tako, kot Brane zmer naredi, ne? Bojan ploska, evo je dal tamle reakcijo in ploska, si vidite. Hvala. Brane, pa še ure si se držal, prosim. Kdo od zveze pri teh zadevah aktivno sodeluje? Ti pa še kdo? Jaz preko zveze slepih ne. Jaz preko zveze slepih pošiljam svoje pripombe, ki jih imam, tudi njim v vednost, tudi recimo na zakon o poplačilu neizplačanega dodatka za nekega otroka, če koga zanima, bom še v 1 minuti potem to povedal. Jaz sem član Sveta za invalide Republike Slovenije, tam ne vprašate, kako se oglašam. Potem sem član strokovnega sveta za socialno varstvo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve, kjer tudi obravnavamo te stvari. Sem član delovne skupine 8-člansko za pripravo resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 21-27, kjer osnovne postulate, osnovna izhodišča pišemo o vseh teh stvareh, in pa član zelo, zelo aktiven v strokovnem svetu socialne zbornice Slovenije, kjer sem bil 4 mandate predsednik strokovnega sveta, 5. mandat sem rekel, zdaj pa dosti, da sem pa podpredsednik.
Brane, glej, to me zanima. To ne veš, če zveza aktivno sodeluje. Namreč, koliko sem jaz sledil pri tej, preden se je ta zakon o osebni asistenci sprejel, sem imel občutek, da zveza kot taka ni bila preveč aktivna, pravzaprav pa tudi ne preveč uspešna. In me res zanima, kdo in kako se zdaj tu zveza vključuje. Mislim, da je ta stvar zelo pomembna za nas. Ker namreč država očitno jemlje pravzaprav najbolj, bi rekel, revnim. Tam, ko bi pa lahko kaj pobrala velike denarje, tam pa... Ti bom za oboje odgovoril. Tale zakon o osebni asistenci, ki je bil sprejet februarja, ali januarja, februarja, tudi, ki se zdaj, da to ni važno, leta 17, je izhajal iz tistega, ki smo ga napisali leta 2010, ko sem ga prej omenil, ker je obležal v predalu, je potem se Nova Slovenija, konkretno Cveto Uršič, ki je v Novi Sloveniji član in zelo aktiven, bil je direktor direktorata za invalide, potem zadolžen za to področje, ker je obležal predalo, so se pa skupaj JHD pa distrofiki, zelo konkreten, dve invalidske organizacije našli skupaj, so med sabo uskladili te stvari in je Nova Slovenija dala predlog zakona v sprejem državnemu zboru in ta zakon sploh ni bil v javni razpravi, ta razveza slepih in noben zunanji, da tako rečem, pri tem zakonu, ki je bil sprejet in ki je zdaj izvaja, ni imel možnosti se vključiti v razpravo. Ta razveza tam ni bila nič kriva. Zdaj v tej delovni skupini pa preverjeno nima slišim, da sta člana te delovne skupine, ki bi se naj drugi teden zadnjič sestala, Matej, predsednik, in pa Safet iz Kopra. Nimam pa preverjena. Anja, povej. Anja je dvignala roko. Ja, jaz imam vprašanje glede spremembe zakona o osebni asistenci. Brane, a mogoče že veš, a bojo te spremembe veljale za vse tiste, ki odločbe že imamo, ali bo te spremembe veljale pa za tiste, ki bojo na novo vlagali? Nimam pojma. O tem govorijo prehodne in končne določbe vsakega zakona, sklepam pa po poznavanju, kako se te stvari zakonsko urejajo, da bojo tisti, recimo, da imajo zdaj eni 30 ur tedensko, potem pa vstopni prag 40 ur tedensko, bo za tiste, ki bi jih zakon odrezal, najverjetneje šli v ponovno oceno. Da se ne bo avtomatsko brisalo, ampak skozi ponovno oceno, ali ponovno so upravičeni ali niso. Ponavadi se v teh prehodnih in končnih določbah stvar tako reši. Verjetno bojo pol tudi neko prehodno obdobje, da ne bo kar človek odrezan, zdaj si pa brez ustavama. Ker zakon vedno ima vsaj dve določili. Eno je, od kdaj naprej velja ponavadi 15 dan po objavi v uradnem listu, potem pa drugi datum, od kdaj se pa uporablja. Recimo ta iz leta 17 je imel, da velja 15 dan po objavi v uradnem listu, mislim, da je bil potem 14. marc 2017 začel veljati, uporablja pa se od 1.1.19 dalje. Nekaj takega je tudi tukaj, ki je potrebno vedno določene stvari urediti, da se zakon dejansko v praksi začne uporabljati. Ok, hvala. Prosim. Sanja je dvignala roko. Sanja? Ja. Mogoče bila ena stvar zanimiva, če bi Brane povedal, ne vem, jaz sem brala pravilnik, ko je bil sprejet popravki, v bistvu, kako se reče. 25. septembra leta se je bil prav. Tako to. In noter piše, da pritožba na odločbo komisije, ko jo imaš za osebno asistenco, ni mogoča. Ja, to sem nekaj prebrala. V katerem primeru? Veš, zakaj ne? Če dobiš zavrnjeno ali število ur? Kaj to pomeni? Bom konkretno odgovoril na to vprašanje. No, prosim, ja. Ker se mi zdi ful zanimivo. Ista zadeva je pri invalidski komisiji. Ista zadeva. Po zakonu o upravnem postopku pritožba zoper mnenja komisij ni, ampak je pritožba zoper odločbo, ki odloča o tisti stvari.
Če se ti z mnenjem komisije ne strinjaš, se zoper mnenje komisije ne moreš pritožiti, ampak ko Center za socialno delo na podlagi mnenja izda odločbo, se pa skozi pritožbo na odločbo osporavaš mnenje komisije. Tako je. To je isto pri pokojninskem zakonu. Investicijska komisija da mnenje, ki ga pošlje potem strokovni službi v odločbo, dobiš odločbo za predloženim mnenjem, zoper mnenje se ne moreš pritožiti se zoper odločbo, ki odloča o tisti stvari. To je samo mnenje. Razumem te. Mitja, izvoli, ti si roko dvignil. Ja, še ena stvar je tukaj, ne, rečemo, ne vem, koliko od vas je ugotovilo, da bi rabilo več asistence, ne. Verjetno je marsikdo to poskusil in je dal vlogo, ker baje je tako. Ti lahko po enem letu zaprosiš za ponovno ocenitev. Ne? Ampak, zdaj pa stvar taka, če ti to narediš, ti dobiš domov komisijo, ki ponovno oceni, ampak zdaj pa finta. Če si imel ti prej, rečemo, 40 ur in te oni ocenijo in ugotovijo, da jih rabiš, v bistvu, da ti pač, oni ti ne povejo, koliko boš dobil, pač spišejo ti svoj tralala, pač ta točkovnik, a ne, itak skozi nekaj piše, tebe sprašujejo, ampak, ko dobiš ti novo odločbo, se prejšnja odločba s tistim momentom razveljav, se pravi, če te nekdo po domač povedan zafrkne in dobiš ti samo 30 ur, si v bistvu na slabšem kot prej. Mitja, ti je tako lahko se nekaj jaz pripomnim, ko sem jih to zdaj opazil, slišal. Sama, Jure, počakaj, da priješ na vrsto. Izvoli, Brane. Samo tole, da ta pritožba začne veljati, ko menijo pritožbeni roki in se moraš jasno na tako pritožbo pritožiti in šele, ko postane odločba pravnomočna, prične veljati, do takrat pa velja stara odločba. To je ena stvar, druga stvar pa je, da lahko, ko dobiš mnenje o številu ur, torej, ko še nisi dobil odločbe, ampak samo mnenje, obstaja ena izjava, da odstopiš od postopka. To se pravi, če ti zdaj na mnenju piše 30 ur, ti prehitiš v bistvu center, da oni še ne izdajo odločbe in prekličeš ves postopek. Kaj pa če ti, to je sicer, sorry, ampak moram se omešati, ker jaz sem dejansko to naredil. Mitja, ja. V glavnem, jaz sem to naredil, glede na to, da sem pa zdaj tudi v službi in tako naprej. In sploh ne dobiš več mnenja in ti ga komisija sploh ne pošle več. Prvič sem ga dobil, najprej mnenje, potem odločbo in vrednotnico. Zdaj sem pa dobil dejansko samo še odločbo in vrednotnico, mnenja pa ne. In so se s tem fino zaščitili. Aha, mogoče zdaj po novem, ja, prej še ni bilo. In sploh, ker meni je bilo tudi čudno, čakam in sem sam zvedel, potem mi je lepo pisalo v odločbi. Halo? Si smo še? Lepo je pisalo v odločbi, da je bilo mnenje podano v 5 dneh na socialo. Sociale pa potem samo odločbo z vrednotnico vred poslala, pač kakorkoli sem že dobil. Ampak ja, mnenja posebej jaz več dobil nisem. Prvič sem ga, drugič pa ne. Tako da ta pritožba, ki jo je Brane rekel, oziroma ne vem, kdo še rekel, sploh ni več mogoča. Ne. Imaš pravico zahtevati mnenje in zdaj ga dolžni poslati. Ja, ampak komu boš pa rekel, če v bistvu jaz sem zelo komisiji message poslal, ko so bili pri meni, sem rekel, kako je zdaj to, kdaj bom dobil mnenje, pa ni bilo nobenega odgovora od nobenega. Samo od sociale sem pa dobil odločbo po Message ni noben uradni dokument. Vem. V vsakem primeru govorim ljudem, ne pogovarjate se v telefonu, ne pošiljate SMS-ejo pa tako naprej, ampak dopis s svojim podpisom. Ampak ni Brane tako, da tudi če dobiš ti samo odločbo, da mnenja nisi dobil, je vseeno 15 dni časa, da se lahko pritožiš. Seveda. In v tej pritožbi napišeš tudi kot pritožbeni razlog, da mnenja nisi dobil. Smem jaz nekaj pripombe. Jaz sem dobil 30 ur tedensko, prvič. In se nisem pritožil, pustil, čas v čas, vložil ponovno vlogo, prišla druga komisija, v roku
1, 2, 3 je bila stvar urejena, dobo 40 ur ad acta. Vprašanje je nekih pritožb, pa te, kaj je tu bolj racionalno. Ja, veš kaj je, Niko, ti si imel srečo, ti si dobil 40, poznam pa ljudi, ki so dejansko imeli prej, ne vem, 50, pa so pol dobili 30. Se nisi imel kaj izgubiti. Ja, se to je to. Dejansko nisi imel kaj izgubiti, ne? V redu. Super, še kakšno vprašanje? Mislim, če se strinjate, gremo proti koncu, ne? Da res velja dogovor, da ko bo to v javni razpravi, da se še dobimo skupaj, pa lahko konkretno povedali. Pa predebatiramo člene skozi. Bomo probali najti, zdaj se pravim, če bo to drug teden, bo kar na tesno, kar se tega tiče. Ne. Ali 18. decembra ali kasneje. No, tako, bomo videli. Za 18. decembra... Zadeva bo sigurno 30 dni v javni razpravi. Ja, no tako, bomo videli, kako je zdaj s termini, ker so ti petkove Zoom kavice so zdaj postale zelo popularne, ker enostavno me kličejo, pa bi imeli to, pa bi imeli uno, tako da imam že kar nekaj rezervacij narejenih. Ampak tole zadeva je nujna in bomo jo seveda vzeli vnaprej. Mislim, da je Brane to odlično predstavo. Jaz bom rekel, kot pravi Katanc, kapo dol pred Branetom, ki se zavzema, ki to strokovno dela tele zakone in te vodiče. Tako da, Brane, ostalo je še nekaj stvari, tako da očitno bo treba narediti še tretjo kavico s teboj v petek. Mislim, da je ostalo še družinski zakonik, pa poklicna rehabilitacija, pa še zakon o dolgotrajni oskrbi, še malo za obdelati, tako da nekje januarja pričakujem, da boš našel čas še za tretjo kavico, a velja. Bom. Z veseljem. Jaz bi zdaj tukaj končal, zdaj smo že 1 uro, smo že, Brane ima zdaj drugo zadevo. Jaz laufam nazaj na predavanje na FIHO. Brane, hvala ti. Lep pozdrav vsem skupaj. Adio, Brane, hvala ti še enkrat. Hvala vsem ostalim, da ste prišli. Hvala, da ste prišli, da se udeležujete teh kavic. Zdaj, če imate kakšne ideje ali pa karkoli, dajte mi pisati na dusan.bresar@zvezapomišljajslepih.si, pa tudi, da vas dam na mailing listo, tako da se pa vidimo se spet naslednji teden. Hvala. Srečno. Čau. Svidenje. Nasvidenje. Je bilo lepo.